Spoštovane gostje, spoštovani podporni gostje, lepo vas pozdravljam na dogodku, ki smo mu dali današnji priložnosti primerno naslov 8. marec ni dovolj. Zelo sem vesela, da ste se udeležili v takšnem številu. Hvala tudi vsem tistim, ki ste pripravljeni in pripravljene bile nastopiti na današnji govornici in deliti z nami svoje pika. Lepo vas pozdravljam v imenu Pritličja in Inštituta 8. marec, ki smo v bistvu skupaj soorganizatorji, ampak glede na to celo skupnost, ki se je zbrala v teh zadnjih 2 tednih, pravzaprav smo soorganizatorji in soorganizatorke vsi, tako da hvala vsem. Ta dogodek pravzaprav jaz razumem kot nek poskus širjenja tega prostora in brisanja malih razlik med nami, ker se mi zdi, da so časi takšni, da je treba veliko solidarnosti, veliko te modrosti za spregledati in da nas v resnici proti pravim nasprotnikom več druži, kot si mislimo, da nas. Torej, jaz bi uvodoma prebrala samo to, kar smo spisali takrat, ko smo o tem dogodku začeli razmišljati, potem bi pa dala besedo vam. Torej, naslov tega dogodka, kot rečeno, 8. marec ni dovolj. Danes ima ženska pravico do dela, a je zanj slabše plačana kot moški. Ima pravico do splava, a jo v porodnišnici čaka organizirano sovraštvo. Lahko odpre bančni račun, a prej mora dokapitalizirati špekulativne institucije finančnega kapitalizma. Lahko se izobražuje na univerzi, a jo čaka prekarna prihodnost. Lahko govori v javnosti, a večinoma postavlja vprašanja in proizvaja smehljaje. Na starost živi dlje, a umira v revščini. Pravice niso vse, a poleg skupnosti in skupnega boja so tisto, kar imamo. Ker so pravice žensk človekove pravice, zahtevamo ohranitev in širitev obstoječih svoboščin ter ohranitev in širitev socialnih in delavskih pravic, zlasti pa nedotakljivost pravice do splava, ki je temeljna civilizacijska pridobitev in neodtujljiva pravica vsake ženske. Enako plačilo za enako delo, plačilo neplačanega dela in dostojne pokojnine za ženske, ki živijo pod pragom tveganja revščine. Vzpostavitev sistema socialne varnosti delavk v prekarnih zaposlitvah, vključno s pravico do bolniškega in starševskega nadomestila, ki ga danes nimajo. Enake možnosti samskih žensk in samohranilk ter pravico do oploditve posameznic in tudi seveda eksplicitno lezbičnih parov in lezbičnih posameznic, da ne bi bilo to izpuščeno. Ureditev pravnega priznanja spola in ustavno prepoved diskriminacije transspolnih oseb. Vzpostavitev financiranja celovitih praks in politik za preprečevanje družinskega in drugega nasilja nad ženskami in otroki. Torej zahtevamo svoje. Zdaj je pa govornica vaša. Lep pozdrav. V bistvu včeraj, ko smo imeli zadnji sestanek, organizacijski sestanek, je Nina zelo težila, da danes tukaj ne smejo biti samo elite. Tako da jaz sem razmišljala, kaj narediti s svojim govorom in sem se v bistvu odločila, da bom izhajala iz svoje najbolj konkretne izkušnje in v bistvu izkušnje, ki me je utrdila v prepričanju, da je treba strniti moči v prizadevanjih za pravičnejšo in neizključujočo družbo. To je bil 20. december 2015, dan, ki si ga marsikdo od nas tukaj zagotovo spomne. Izid referenduma sem jaz pričakovala, ampak pač me je ta izid vseeno potrl. Ne toliko zaradi poraza, kakor pa zaradi enega ogromnega občutka nemoči. Nemoči, da se spoprimemo s tistimi, ki kot pravično, neizključujočo družbo razumejo samo tako družbo, v kateri oni narekujejo, na kakšen način so drugi oziroma druge
predvsem tisti oziroma tiste, ki se od njih razlikujejo, upravičeni oziroma upravičene do pravic. Postalo mi je jasno, da bolj kot kadarkoli prej potrebujemo premislek, kako se z njimi soočiti. Kako odgovoriti na odsotnost argumentacije, na mite, ki se sklicujejo na naravo in diskurs naravne samoumevnosti. Še več, potrebujemo razmislek, kako se organizirati. Nimamo namreč bogate institucije, ki bi na terenu odigrala vlogo povezovalke in nimamo še načina, kako povezati vse boje, ki jih individualno bije vsak od nas v tej sobi, v skupen boj. Po razglasitvi rezultatov sem zato hitro šla domov in bila pač precej žalostna. Naslednji dan sem se dobila za njo, zelo žal mi je, da danes je ni tukaj, iz transakcije. Bila je popolnoma pomečkana in v laseh je imel bleščice. In rekel je nekaj v smislu, ko smo zvedeli za rezultat, smo vsi jokali, bili smo jezni, 60% ljudi je rekel, da si ne zaslužimo enakih pravic. Ampak mi smo šli pol na Metelkovo, odločili smo se, da si naredimo žur in imeli smo se dobro. In lih to je ta poanta, lih to je to, kar te LGBT skupnost lahko nauči. Čeprav nas teptajo, čeprav nam vzamejo pravice in čeprav se na javni televiziji norčujejo iz nas, bomo mi nesrečo preplesali in naslednji dan nadaljevali z bojem. In če sem že kar nekaj časa prepričana, da so različne oblike družbene diskriminacije v tem sistemu povezane in da je nujno potrebno, da je boj za njihovo preseganje skupen, so me izkušnje sodelovanja z LGBT skupnostjo naučile še nekaj. V boju moramo kljub oviram ostati trmasti, povezani in ne smemo nehati. 8. marec je praznik solidarnosti, odločnosti in poguma naših prednic, naših predhodnikov in predhodnic. Je praznik, ki opozarja na pridobitve emancipatornega boja in nas zavezuje k utrjevanju in uresničevanju pravic. Če vemo, da je feminizem širša perspektiva, skozi katero je treba opazovati vse pojave v svetu in skozi katero je treba naslavljati probleme strukturnih neenakosti, vemo, da imamo dela še zelo veliko. Vesela sem, da nas je danes toliko tukaj, vesela sem, da se povezujemo in vesela sem, da smo izoblikovali jasne cilje in jasne zahteve. S tem je treba nadaljevati in prepričana sem, da se ne bomo ustavili. Hvala. Začne se takole. Moj čale, moj foter, moj oče, tisti, ki je povzročil mene in še nekaj drugih, je odličen šofer. Piše se leto 1992. Spim v nekdanji zakonski postelji svojih staršev, skupaj z mamo. Ne vem, zakaj je tako, ampak tako je. Temna noč je. Taka noč, zaradi katere majhni otroci zaspijo. Potem se odprejo vrata in vstopi on. Zdi se mi, da še vedno spim. Mama in čale se začneta zbadati in zdaj več ne spim. Toda ne smem pokazati, da se je kaj spremenilo. Kajti nekaj čudnega je v zraku. Nekaj, česar še ne poznam. Zato moram biti čisto pri miru. Povsem kot kamen. Povsem kot da me ni. Neko gibanje se prične. Postelja se trese. Ampak jaz sem še vedno pri miru. Jaz še vedno ne obstajam. Mama stoka, čale ne stoka. In tako nekaj časa. Dokler čale ne vstane in gre v kopalnico in mama urno za njim. Jaz si se toga naučijo kot nje? Voda teče, voda teče. Slišim čaleta, ki odkoraka. Moj čale vedno odkoraka. Potem je samo še mamino dihanje, ki se počasi umirja in spet nazaj tema. Toda večja kot pred njegovim prihodom. Taka tema, zaradi katere majhni otroci več ne morejo zaspati. Morda je še vedno isto leto, morda kako kasneje, ne spomnim se in ni važno, majhna sem. Nemoj, da me zoveš, kad sem kot kuče, mi pravi čale.
Ko moj čale reče kuča, misli svojo novo ženo in 2 še manjša otroka. Tvoja mati je kurva, mi pravi čale. Moj čale me včasih vzame s sabo na izlet. Jaz sem njegova skrivna afera med delom. Voziva se naokoli in se smejiva, ko se pači in kaže, kako moja mama vozi avto. Moja mama je izjemno slab šofer. Tvoja mati je kurva, mi pravi čale. Znam jaz, zakaj boš zapustila službo, mi po telefonu reče čale. Ti ne možeš, da prihvatiš, da ti neko komanduje. Ampak oči, če sem nesrečna, rečem. Ti samo misliš, da si nesrečna, reče on. Dođi ti kod mene kući, sve ćemo mi to srediti. Ko moj čale reče srediti, razmišlja, kako bi me predrugačil, da ne bom več narobe, ampak prav. Moja žena će ti skuvati kafu, mi reče. Ko moj čale razmišlja o meni, ne vidi vprašajev, ampak en sam klicaj. Včasih se poheca in pravi, sve je to samo život, koga jebe. Moj čale je odličen šofer. Hvala vam. Zdravo. Mene so prosili, da povem nekaj o ženskah v glasbi. In glede na to, da sem pred kratkim nekaj malega o tem napisala, sem se odločila, da bom to nekaj malega v resnici tudi kar prebrala. Ne? Brez skrbi, ne vseh 300 strani. Čeprav, ne. Skratka. Kaj se zgodi, če se in se zgodi vse našteto? Torej, kulturni pluralizem nadomesti kulturna univerzalizacija. Združevanje v kolektive premaga individualizem. Nato indiferentna javnost ne sprevidi nespremenljivosti institucionalnih struktur v relaciji na subtilne spremembe, ki jih forsirajo prav te strukture. Na kar manjšinske seksualne kulture zamenja remedikalizacija telesa, ki predvsem tematizira spol, spregleduje pa celotno teoretsko področje, ki se spolom ukvarja v kontekstu reprezentacije, torej tehnologij, prav tako pa spregleduje kulturne vidike seksualne razlike, potem te razlike spregleduje prav ta manjšinska kultura, ki stremi k podobi heteroseksualne, torej natanko tiste, ki jo represira. Poleg naštetega pa glasba, vsaj ne vokalna, ostaja v prostoru abstraktne umetnosti. Kompleksnost zvočnega izraza na eni strani zamenja vsebinsko prazna, repetitivna glasba za razvedrilo, na drugi strani pa se utrjuje hrup kot žanr in kot normaliziran način izražanja. In kaj se na to zgodi, ko se avtorice specifičnih kultur zlijejo z vladajočo patriarhalno dikcijo, so na odru, a so hkrati izločene iz temeljnih struktur, ki oder postavljajo. Skratka, kaj se zgodi z glasbenico, ki je ženska in je ali pa ni lezbika, ima pa telo, ko živi v imaginariju družbe svoboščin, ki poudarja, da je mogoče vse, da lahko uspe vsak, če le verjame vase. Obenem pa se jasno ohranja segregacija, ki vendarle mnoge ohranja v nevidnosti in revščini, njo pa svojimi ukrepi univerzalizacije še bolj potiska v nevidnost. Jasno je, kaj se zgodi. Glasbenica izgine. Še preden je sploh prišla. Skratka, problem žensk in ali lezbijk v glasbi, predvsem javno bolj izpostavljenih, ni v tem, da zavračajo družbene spolne označevalce, se tega po večini ne počnejo. Temveč v tem, da v družbi, kjer hierarhija iz naslova družbenega in biološkega spola še kako obstaja, zavračajo relevantnost teh označevalcev v konzumiranju ter interpretaciji svojih del ter del kolegic kompozitork. Povedano drugače, ne vzpostavijo povezave med sabo, specifično persono in jezikom, preko katerega se ta persona subjektivira. To je problem zato, ker prvič, ne prispeva k razkroju hierarhije na konstruktiven način in drugič, v nevidnost potiska razlikovalno kulturo, ki ima pogosto ali pa včasih ambicijo subverzirati obstoječe norme.
Ampak zakaj je to tako izrazito v glasbi, ne pa toliko v denimo literaturi? Prvič, zato, ker se kompozitorka izraža zvokom. Reči, ki jih ne v besedi, v govoru, eseju, poeziji, izraža v zvoku, nerazumljivem, interpretativno neskončno širokem jeziku, ki ostaja takšen natanko zaradi nje. Kar izrazi v zvoku, torej ni mogoče razumeti onkraj simbolike, ki jo glasbi oziroma zvokom pripisuje vladajoči diskurs. Ona ne zmore kar uglasbiti, da se je prikazala ženska. In drugič zato, ker ženska in ali lezbika v družbeni zgodovini, ki se kaže tudi kot družbena sedanjost, v svoji pojavnosti, to je na odru, je obenem duh, drugo oziroma poskus prvega in nevarnost, umazanost, prekletstvo in dno družbene lestvice, ki pa ima tudi svoje dno. Glasbenica je torej prisotna in hkrati manjkajoča v zvoku, s katerim se izraža, tiho je, in v besedi, in v telesu, s katerim je na odru, nevidna je, skratka, celostno. In odkar je družba do skrajnosti oblikovala tako imenovanega DIY človeka, je skladateljica tudi izvajalka in dirigentka svojih del, in PR-ovka in vodja enočlanske tehnične ekipe. Njena prisotnost je neizogibna, a ker ženske in ali lezbike ni, je njena neprisotnost neizogibna. Za glasbenico to pomeni, da postaja vse bolj odcepljena od pripadnosti slehernemu kolektivu, kolektivu žensk, lezbik, glasbenic, feminist, homoseksualne skupnosti, kulturnikov, saj se ta po večini pridno asimilira, to je upogiba ideologiji, ki obljublja povzdik na družbeni lestvici. No, bolje od mene to artikulira Velikonja v eseju Nova desnica in homoseksualnost na medijskem področju, kjer zapiše: drobljenje kolektivov v atomizirano maso sitih kulturnih potrošnikov torej ne izhajala iz želje po čim večjem dobičku, ki ga prinašajo kapitalu prijazni kulturni produkti, temveč predvsem iz želje po razvezanju možnih središč artikulirane kritike in upora, ošibitvi revolucionarnih praks in skupnosti, ki so družbam zadnjih 40 let odprle nepregledno število emancipacijskih izhodov. V tem drobljenju hodita z roko v roki kapital in nova desnica. In nekaj homo konzerv zraven. Skratka, za njo, za glasbenico, vse to pomeni obsojenost na večno margino, delovanje znotraj izključno neprofitnih okvirjev, popolno revščino in popolno osamitev od javnega prostora. Ona je večna nadloga sistemu, mnogim so glasbenicam, mnogim so umetnicam ter mnogim so kulturnicam. Ampak kako bi se le dalo od tega tudi živeti. Ni zakaj. Lahko vzamem roko? Sorry. Jaz sem si rekla, če gre vse v rikverc, bom šla še jaz in prebrala prosti spis o svoji osebni inventuri. Paradoks mame Dane. Moja stara mama, mama Dana, je stara malo čez 98 let, rojena leta 19 v Novem mestu. Bila je žena jugoslovanskega veleposlanika ali gospa ambasador, 6. od 9 samorastniških otrok. Če pride do besede, rada pove, da od nekdaj od vsega najbolj ceni moške, razen trotov. Pri kvartanju, ki je v teh letih njen edini hobi, pogosto sama pri sebi zamrmra: baba, vsaka dobra je slaba. Trdi, da bi se morala roditi kot moški ali vsaj kakšnega roditi, pa ima 2 hčeri. Na, vse, kar je prav. Njen najljubši izrek je: vsak po svoje Boga moli, kar je rekla tudi, ko sva se s punco, citiram, upisali v registrator, da sva lezbiki, konec citata. Zato sva z ženo v domnevi, da naj jo bo razumela, sklenili, da je vendarle poveva, da Daja pričakuje otroka in da me ni prevarala. Njen prvi odziv je bil: dejnost pa tudi naivna. Spustila sem se v tehnikalije, medtem ko je Daji postajalo vse huj fizično slabo, se ji mama Dana ne verjame niti v nekajenje. Ko je mama Dana po uri in pol doumela, kaj govorim, je rekla: česa vse si vi ne zmislite dan danes? Ko sem bila jaz mlada, tega ni bilo.
Daje se oglas skozi slabost. Ko ste bili vi mladi, ženske niso imele volilne pravice. Mama Dana. Pa se tudi rable niso. Bojim se, da je moja mama Dana paradoks, ki se vrača. Sorazmerno svojglava ženska, ki je po lastni izbiri pristala na servilnost. Pri vsem svojem antifeminizmu nikakor ni zabita ali nefunkcionalna v vsakdanjem življenju, kvečem mi manjka izobrazbe. Vzgoje duha, če to ne zveni patetično. Ni pa strahopetna ali nejezikava. Ima se za emancipirano napredno levičarko, ki reče pop, je prepotovala svet in redno obiskovala oranžni abonma, plesala na prvobitni rock'n'roll, ta prva, in se z jezikanjem rešila pred internacijo med vojno. Živi od detkove penzije in se na cesti rade volje obregne v predebele ženske, ki res da tečejo šele 20 kil prepozen, si pa same služijo kruh in preživljajo otroke. Kdo bi penopej pri vseh modrih moških na svetu sploh potreboval feminizem? Glih ona, najbolj. Njen glas, na katerega je tako ponosna, ko se vstop pred televizor in rodeta vzmerja z oslom, niti do glasilk ne bi zmogel, če ga ne bi davno pred tem, v njenih rosnih letih in vsako leto zatem, legitimiziralo tisoče žensk, ki so svojim čutom pustile spregovoriti zavestno. Mama Dana mi ves čas dopoveduje, da si izmišljujem, ko ljubim, kogar ljubim, da mi je vendar bivši fant izdelal stol in kaj se sploh grem, da ga nisem vzela, in kaj sploh sem, če skrbim za nekega prijateljičinega otroka. Mama že ne, ženska že ne, mogoče zbirčna frčafela, ki je nekoč vedla, pa pozabila, kaj se prav ljubiti, imeti lasten stol. Rada se pohvali z videzom, postavna in bila je sokolovka, še raj pa se ovenča z namišljenim ljubosumjem drugih žensk, nad katerim odmahne z roko, če se si ne morajo pomagati. Mož je nikdar ni prevaral, no, sam tisti neki enkrat samkrat, ko mu je neka partizanka se pa res nastavljala in je bil pač moški, ampak še to je povedal. Zdaj, ko sem stara glih toliko, da si želim zdrava živeti do njene častitljive starosti, menim, da gre včasih celo za golo samoobrambo. Da bi jo ubil, če bi za hipec uzrla prednice na ramena, katerih se je lahko usedla, da zdaj zviška pluva dol. Da bi jo ubil, kako podobno rodetu zveli njena logika. Da bi jo ubil, ker je običajen stol, ki se ji zdi za njeno vnukinjo več kot primerna dota, kos lesa, na katerega se vraževerno potrka, da ne pride hudič, ki ga izzivaš. Jaz sem na primer znala kdaj potrkati, kadar sem rekla, da je sin dobrovoljček in da smo vsi zdravi. Dolg se mi je upiral, ko sem poslušala o babah blesavih in o tem, kako je moškim v življenju težje, ker sploh če jih te lisice znajo zatirati. Zdaj bi potrkala, če smem, zdajle, ker nisem za večno nasedla na oko mam dan, ampak sem počakala, da lahko na tok, moja vest odgovori naprej prosim in s hvaležnostjo požanje vse, kar so mi naklonile prednice, ko jim za 8. marč nihče ni nosil rož, ajmarjev, lambarjev, praznih rogličev. Hvala lepa, ker je mikrofon tako nizko, da jaz lahko govorim. Začenjam torej pri sebi, pri Evi Gračanin, pri svojih privilegijih. Sem bela, cisspolna, heteroseksualna ženska, ki je povrhu še zaposlena. Navdih za govor sem poiskala pri svojem delu na področju transspolnosti in pri kampanji, ki jo je ob 8. marcu izvedla krovna evropska organizacija za tematike transspolnosti Transgender Europe. Gibanja za pravice žensk in gibanja za pravice transspolnih oseb se lahko skupaj zavzemamo za dostojna življenja žensk in transspolnih oseb, predvsem transspolnih žensk. Zagovarjanje pravic transspolnih oseb namreč ne izbriše specifičnih izkušenj žensk in našega boja za dostojno človeka vredno življenje. Gibanja za pravice žensk in gibanja za pravice transspolnih oseb se namreč bojujejo proti isti ideologiji, patriarhatu, ki v spregi z neoliberalnim kapitalizmom dela to, kar vidimo vsak dan. Osebe v obeh gibanjih se upiramo in preoprašujemo norme
in vnaprej določene oziroma vsiljene spolne vloge. Transspolne osebe in ženske imamo z diskriminacijo in nasiljem raznolike izkušnje, saj te temeljijo na naših večplastnih identitetah, ki se med seboj dopolnjujejo, prikrivajo, približujejo, oddaljujejo in hkrati ustvarjajo edinstvenosti, ki jih zagovornice, zagovorniki patriarhata vidijo kot grožnjo ustaljenemu redu stvari. Redu, kjer so dostojno življenje in pravice samoumevne le za peščico običajno belih, cisspolnih, heteroseksualnih moških srednjih let iz višjega srednjega razreda na pozicijah moči. Hkrati ta ista ideologija od transspolnih oseb zahteva, da še bolj rigorozno kot cisspolne osebe upoštevajo spolne stereotipe. Vsem skupaj, ženskam in transspolnim osebam, pa to siljenje v stereotipe omejuje raziskovanje lastnih raznolikih želja in raznolikih vsakodnevnih življenjskih praks. TGEU poroča, da je vsaka tretja ženska in 34% transspolnih oseb v Evropski uniji žrtev nasilja. Transspolne ženske so kaznovane, ker so ženske, medtem ko so transspolni moški bolj pogosto žrtve nasilja v družini in spolnega nasilja. Vsem pa nam je skupen nenehen nadzor nad našimi telesi in omejevanje naših reproduktivnih pravic. Transspolne osebe in ženske se zaletavamo v stekleni strop, ki nam preprečuje napredovanje v izobraževanju in na delovnem mestu. Srečujemo se z oteževanjem dostopa do javnih, zdravstvenih in socialnih storitev. Naš spol je problematiziran, naše znanje in izkušnje pa spregledane. Samo za ilustracijo. Urna postavka za transspolne ženske po razkritju se v povprečju zniža za 20%. Svetovna zdravstvena organizacija transspolnim osebam zaradi spolne identitete pripisuje diagnozo duševne motnje. Podobno kot sta bili histerija in homoseksualnost priročni diagnozi za patologizacijo in nadzor nad ženskami oziroma sta v sodobni različici še vedno. Zagovarjanje pravic transspolnih oseb torej ne izbriše specifičnih izkušenj žensk in našega boja za dostojno življenje. Boj za enakost transspolnih oseb ne ogroža pravic žensk. Skupno zavzemanje za dostojno življenje je po mojem mnenju možno. Začnemo lahko tako, da konsistentno govorimo o spolih v množini in ne dvojini, da sprejemamo dejstvo, da so transspolne ženske ženske, da sprejmemo dejstvo, da ne obstajajo ženska in moška telesa, ampak telesa z različnimi potrebami in različnimi stopnjami družbenega nadzora. Da se zavemo svojih privilegijev, vsaka izmed nas ima vsaj kakšnega v nekem kontekstu in jih skušamo uporabiti za zagotavljanje dostojnega življenja vseh, tudi transspolnih oseb, v kontekstu 8. marca, predvsem transspolnih žensk. Hvala. Živijo, da se ne bomo lovili naprej, ker je govorcev in pa govork kar veliko število. Bom napovedal naslednjega gosta in gosta. K mikrofonu vabim Dejana Kobana, za njemu pa takoj Ana Marija Garafol. Zdravo, ta pesem ne more biti posvečena, ampak je v opomin določeni skupini ljudi, ki sedi v veliki stavbi na Trgu Republike in ki ima marsikaj v svojih rokah, marsikatero orodje, s katerim kroji marsikatero življenje. Žal hote. Verodostojnost. Ljudje izdelujejo sečišča, ljudje jih malokrat dostojno prečijo. Brez kolateralne škode ni mogoče izhoditi dalje. Ko prenehaš viseti v oblaku, nad očmi osebe nasproti raniš, klekneš, padeš. Garnizije spominov se gostijo, nadaljujejo. Ljudje kopičijo neizprosnost, prepoznavajo drhtenje, šibkost, prepoznavajo poroznost, katarza nasičenosti, predpogoj izmuzljivosti,
kvader teže odločanja, vržen med dvoje spolzkih oči. Ljudje ne želijo prenesti miru preko nemih besed. Hvala še naprej, vam želim prijeten 8. marec. Vesel sem, da sem lahko del vas v boj. Masaža, sanje mestnega posiljevalca. Čakam, da mi spet obrneš hrbet. Preveč si toga, nesproščena, zategnjena, napeta. Da ti pomerim hlače, da ti malo razrahljam vretenca, da ti preštejem rebra, da ti pokažem, kako se primerno izraža čustva. Da ti osvežim spomin na to, da nisem samo hobi. V nedogled naj traja tvojih 5 minut doživčnega zloma namesto 2-krat na teden. Ker nisi dovolj čuteča, predana, razpoložljiva, prepokončna, prezravnana, skratka, otrdela, čisto premalo ženska, a kljub temu kriva za moja mehka kolena in ostala tkiva. Tako rad bi ti na vsak način pomagal, da bi se lahko skupaj učila, hladna, brezčutna, pokvarjena prasica. Za tvoje solze bi bil rad zaslužen, ti preračunljiva kurba, cipa. Well, a boy's best friend is his mother. Hvala. Naslednji 2 govorki k mikrofonu vabim Urško Jež, kasneje pa še Ano Pepevnik. Lepo pozdravljene. Mesto žensk, Društvo za promocijo žensk v kulturi, se pri svojih aktivnostih osredotoča predvsem na področja humanistike, kulture in umetnosti. In kot odgovor na priljubljeno novinarsko vprašanje, ali sta leta 2015, 2016, 2017 društvo in festival Mesto žensk še potrebna, najraje ponujamo vprašanja, kot so: zakaj so ženske danes še vedno za isto delo praviloma plačane manj kot moški? Zakaj je med prejemnicami različnih nagrad tako nizek delež ženskih avtoric? Zakaj mladi v izobraževalnem procesu spoznajo le nekaj domačih in tujih pisateljic, pesnic, slikark, kipark, znanstvenih in drugih zgodovinskih osebnosti? Zakaj v javnih kulturnih institucijah veliki režijski projekti žensk predstavljajo izjeme? Zakaj je v muzejih tako majhen delež ženskih avtoric? Zakaj je vedno več prekernih delavk v znanosti, kulturi in umetnosti? Vsa ta vprašanja lahko strnemo v zahtevo po nujnosti oblikovanja sistemskih spodbud, ki bodo umetnicam, avtoricam, ustvarjalkam, znanstvenicam zagotovila politično enakost in enake možnosti v družbi. Umetniška dela, ki jih vsako leto oktobra predstavljamo širši javnosti preko festivalske platforme Mesta žensk, pa nam omogočajo komunicirati teme in ideje širšega družbenega pomena, za katere menimo, da so izjemno pomembne. Feministično držo razumemo kot odprto in sposobno opozarjati na kompleksnost sodobne družbe, saj je vprašanje spolov tudi politično vprašanje razreda, socialnega in ekonomskega statusa, rase in etnične nacionalne pripadnosti. Tako smo na primer leta 2014 s projektom Andreje Kulunčič Indeks ženske, ki je beležil delež zadovoljnih, diskriminiranih in zlorabljenih žensk v Ljubljani, opozorile na nasilje nad ženskami. Leta 2015 smo z deli Helene Velene, Kasilsa in Krisa Greja izpostavile nujnost vključujočega razumevanja spolov onkraj binarne delitve ter nujnost zagotavljanja pravic pripadnikom LGBT skupnosti. Lani smo z deli Tanje El Kauri Vrtovi govorijo, Jagodna polja zavedno, pisma za Hasebo kolektiva Fajraben opozorile na položaj migrantk.
V letu 2017 bomo skozi festival s predstavljenimi deli med drugim spregovorili o reproduktivnih pravicah žensk, pravici do splava, kvir družinah in vplivu retradicionalizacije in nacionalizma na naša življenja. Društvo in festival Mesto žensk torej na eni strani sledita svojemu poslanstvu izboljšanja položaja in uveljavljanja žensk na področju kulture in umetnosti, na drugi pa se odzivamo na aktualna dogajanja. Preko predstavljenih del v dialogu s publiko, z mediji, spodbujamo nove poglede razumevanja spola, spolnosti, spolnih vlog in identitet, ter se trudimo prispevati k strpnosti, vključujočosti in enakosti. Hvala. Večer. Bom prebrala eno pesem od Silvije Plet. Rob. Ups. Ženska je izpopolnjena. Njeno mrtvo telo ima nasmešek dosežka, iluzija grške nujnosti, lebdi v gubah njene toge. Njene bose noge zgledajo, kot da govorijo. Do sem smo prišle, konec je. Vsak mrtev otrok je zvit, bela kača, vsak pri svojem vrčku mleka, zdaj sta prazna. Privila jo je nazaj k svojemu telesu kot cvetne liste, vrtnice, temno kot vrt, ko odreveni in vonjave se razlijajo iz sladkih, globokih grl rože noči. Luna ni mi biti zakaj žalostna, ko strmi iz svoje kapuce iz kosti. Na take stvari je navajena. Njena črnina šelesti in vleče. To je to. Hvala lepa za povabilo. Naslednji dve k mikrofonu, samo moment, vabim Katjo Zabukovec-Kerin iz Društva za nenasilno komunikacijo, kasneje pa še Ano Svetel. Živijo. Sem razmišljala, kaj lahko povem novega o nasilju nad ženskami, ker se mi zdi, da vsaj v tem prostoru pa mora obstajati o tem že kar nekaj znanja, pa že kar nekaj informacij. In sem razmišljala, da se mi zdi fino osvetliti eno izkušnjo, ki se nam ponavlja v zadnjem času in je relativno nova, se prej ni dogajalo na ta način. Spomnim se časa, ko so začeli ljudje, ko so sovražno govorili o manjšinah, uporabljati retoriko tistih, ki so se zavzemali za manjšine, zato, da so sebe utemeljevali kot novo manjšino, ki potrebuje zaščito. In nekaj podobnega opažamo na področju nasilja nad ženskami, kjer vemo, da so veliko bolj ogrožene ženske kot moški zaradi intimno-partnerskega nasilja, pa vendar se pojavljajo organizirane skupine moških, ki so v večini celo obsojeni zaradi nasilja v družini, ki se predstavljajo kot nove žrtve, žrtve žensk, žrtve sistema, ki da potrebujejo zaščito države. Kot razlog za to navajajo feminizacijo poklicev, ki odloča o pomembnih stvarih, ki se dogajajo v družini. Feminizacijo sodišč, šol, centrov za socialno delo, zdravstvenih ustanov. In se čutijo ogroženi zaradi tega. In se mi zdi to pomembno poudarjati, da čeprav smo mislili, da je vsaj na tem področju, pa vendarle doseženega veliko, da temu niti slučajno ni tako. Lansko leto je bila sprejeta novela zakona o preprečevanju nasilja v družini in ponovno so bili zelo glasni glasovi, ki so opozarjali na kršitve pravic obdolžencev, osumljencev, tudi obsojencev, na račun pravic žrtev nasilja. V naši državi se zdi zelo narobe in pretirano naložiti storilcem nasilja obvezno obiskovanje programov, kjer lahko spreminjajo svoje prepričanja, razmislijo o svojem vedenju in sprejmejo odgovornost za nasilje. Ne zdi se jim pa nič preveč, da še vedno od doma bežijo ženske. In tako veseli smo bili novih ukrepov na tem področju, ampak zaradi ukrepa prepovedi približevanja priporov skoraj da ni več. Ni več policijskih pridržanj,
Izrekajo se pogojne na pogojno obsodbo, posledic ni. Zato me čisto nič ne čudi, da v zadnjem letu, v zadnjih nekaj letih, pravzaprav 2 ali 3, upada število prijav, ki jih naredijo ženske žrtve nasilja, čeprav mislimo, da živimo v družbi, kjer je zanje dobro poskrbljeno. Vsi boji se vračajo na začetek, tisto, kar je že narejeno, bo treba narediti še enkrat. Hvala lepa. Očitno Ane ni med nami. Ana Svetov je? Ana Svetov je med nami. Tako da k mikrofonu vabim Ano Svetov. Jaz sem kar oblečena, ker sem ravno prišla. Prebrala bom pa nekaj pesmi Adrienne Rich. 21 ljubezenskih pesmi. 7. Katera žival bi spremenila svoje življenje v besede? Za kakšno zadoščenje gre tu? In vendar, pisanje, kot je tole, pomeni, da tudi jaz živim. Je vse to podobno zavijanju polarnega rosomaha, ta modulirana kantata divjine? Ali, ko te daleč od tebe skušam ustvarjati v besedah, kaj te samo uporabljam, kakor reko ali vojno? In kako sem uporabljala reke, kako sem uporabljala vojne, da sem se izognila pisanju o najhujšem? Ne zločini drugih, niti naša smrt, ampak ne moč, da bi si dovolj strastno želela najino svobodo. Tako, da bi se poškodovani bresti, bolne reke, vse morije, zdeli samo znamenja te oskrumbe nas samih. 12. Spiva, vrtiva se v krogu kot planeti, ki krožijo po svojem polnočnem travniku. Dotik je dovolj, da se spoznava, da nisva sami v vesolju, niti v spanju. Sanjski duhovi 2 svetov, ki hodijo po mestih duhov, se skoraj ogovarjajo. Prebudile so me tvoje mrmrajoče besede, izrečene svetla ali temna leta nazaj, kot da bi govoril moj glas. A midve imava različne glasove, celo v spanju, in najini telesi, tako podobni, sta vendar tako različni. In preteklost, ki odmeva po najinih krvnih obtokih, je polna različnih jezikov, različnih pomenov. Vendar bi v vsaki kroniki sveta, katerega del sva, lahko bilo zapisano z novim pomenom, da sva ljubimki istega spola, ženski iste generacije. 18. Dežuje na avtocesti zahodne strani. Rdeča svetloba na rečni strani. Čim dlje živim, tem bolj razmišljam. 2 človeka skupaj je čudež. Prvikrat mi pripoveduješ zgodbo svojega življenja. Drhtavica guba površino tvojih besed. Zgodba najinih življenj je postala najino življenje. Zdaj bežiš na tisto, kar je neki pesnik, najbrž viktorijanski, imenoval slano odtujeno morje. Te besede mi prihajajo na misel. Čutim odtujitev, da. Kot sem čutila zarjo, ki me je potiskala proti jutru. Nekaj, reža svetlobe. Zaprt med jezo in bolečino se odpre prostor, v katerem sem Adrienne, sama in vse bolj hladna. K mikrofonu vabim Zalo Turšič, takoj po njej pa Franci Kurotaja. Na to pa si bomo ogledali še en video prispevek, zaradi tega, ker vsi gosti oziroma gosti niso danes prisotni. Hvala.
Današnji poziv namenjam prekarkam. Ja, bo boljše. To pa je res. Kako vidiš svojo prihodnost? Nestabilno, prekarno in anksiozno. To je odgovor, ki ga dobiš, ko danes mlade ženske povprašaš o prihodnosti. Vse 3 uporabljene besede opisujejo današnjo realnost. Prekarno delamo in prekarno živimo. Pridemo na razgovor in nas vprašajo, če načrtujemo imeti otroke. Ker smo napačne starosti in predstavljamo preveliko tveganje, nas ne želijo zaposliti za nedoločen čas, tako da pristanemo na avtorski pogodbi z lastnim SP-jem ali pa kar denarjem na roko. Vsem tem oblikam dela se danes reče atipične, kar je precej smešno, ker so danes za nas že povsem tipične. Tipičen je stres, ker nikoli ne vemo, ali bomo dobili novo pogodbo ali novo naročilo. Tipična je soba pri starših, kjer še vedno čepimo. Tipična je tista vročina in tisti kašelj, ob katerih še vedno delamo, ker bolniške pač nimamo. O lastnem stanovanju, avtomobilu ali otroku itak ne razmišljamo. V medijih slišimo, da zato, ker smo druga generacija in da nam je te stvari tako ali tako vseeno. Nam je res vseeno za samostojnost, za neodvisnost, za redno plačilo, za vsaj neko osnovno varnost? Ob tem, ko nam prodajajo buče, da naj bomo srečne, da delamo karkoli in kakorkoli, da naj ne zahtevamo preveč, da smo itak čisto enakopravne, je mogoče čas, da se pogovorimo in dojamemo, da v tem položaju nismo same. Da nas prekarnost, negotovost in nestalnost združujejo in predvsem nam dajejo možnost in razlog za to, da se med sabo povežemo. Čas je, da nehamo sprejemati samoumevnost prekarnega dela, da zavrnemo vse oblike dela, ki nas postavljajo v neenakovreden in manj varen položaj, da prekinemo veriženje atipičnih oblik dela in da kot tipično postavimo sodelovanje, varnost in solidarnost. To je edino, kar nam sploh še ostane. Edini način, da se ubranimo pred to negotovo prihodnostjo, ki nam jo predstavljajo kot samoumevno in nujno, edini način, da preprečimo stalno nestabilnost, prekarnost in anksioznost. Prekarke, brezposelne, utrujene, obupane, problem ni v nas, problem je v sistemu. Čas je, da se združimo in zahtevamo več. Jaz sem malo starejša generacija. Takrat je bil 8. marec res priborjen. Danes ni. Ponovno ga bo treba izboriti. Ampak bom govoril o diskriminaciji kot taki. Biti diskriminiran sem pravi naslov. Izbrisan, brezdomec. Vem, kako je to, če si izbrisan, če si stigmatiziran, če si nihče. Razen za organe pregona si bil dosegljiv. Zato 8. marec nisem borba za ženske pravice. To mora biti za naše pravice, za enakopravnost vseh ljudi, brez stigmatizacije. In 8. marec nisem danes. 8. marec mora biti jutri, 8. marec mora biti 365 dni na leto. Jaz sem toliko. Torej, zakaj 8. marec res ni dovolj? Pri 8. marcu v bistvu opozarjamo na škodljivost in nevarnost patriarhata, torej večinskega sistema, ki želi nadzorovati tako cis-spolne ženske, kot pa tudi druge zelo raznolike osebe, naša življenja in naša telesa. In tako cis-spolne ženske, transspolne osebe, lezbike, biseksualne osebe, interseks osebe, v
bistvu vse in vsi kršimo normative, ki so družbeno samoumevni glede na spol, ki nam je bil pripisan ob rojstvu in glede na naše pričakovane spolne vloge in spolne izraze. In ravno zaradi tega, ker vsi to kršimo, je zelo pomembno, da smo v tem boju poenotene, no? In združene in solidarnosti drug z drugimi. In ravno zato menim, da transspolnosti ni mogoče nasloviti ob 8. marcu samo v eni alineji, ampak je treba na zadeve gledati celostno. Pri tem je seveda treba opozoriti, da pravno priznanje spola je zelo, zelo pomembno za transspolne osebe in je v bistvu je naš osrednji zakonodajni boj. In pri zavzemanju za pravno priznanje spola potrebujemo več podpore, kot je imamo sedaj. Pravno priznanje spola zaenkrat v Sloveniji krši več človekovih pravic, in sicer pravico do zasebnosti, do varnosti, do zdravja, do telesne in duševne celovitosti, do osebnega dostojanstva, ni v skladu z direktivami Sveta Evrope in pa zahteva pridobitev diagnoze duševnega zdravja, torej je zelo patologizirano. Potrebujemo postopek, ki bo osnovan na samoidentifikaciji in ki bo popolnoma ločeval medicinski postopek od pravnega postopka, hkrati pa potrebujemo celostno depatologizacijo. Najbrž mi ravno v kontekstu razmišljanja ob 8. marcu ni potrebno omenjati, kar je bilo v preteklosti zelo realno, torej tako diagnoza histerije za ženske, kot nekoč tudi obravnava homoseksualnosti kot bolezni. To je preteklost in potrebno je tudi, da ta diagnoza za transspolnost postane preteklost. Ampak ob pravnem priznanju spola potrebujemo pa še veliko dosti drugih stvari. In to je celostno in sistemsko vključenost transspolnih oseb na vseh ravneh feminističnih bojev, posebej pa še transspolnih žensk. Med temi temami je recimo zelo pomembna zaposlitev. Transspolne osebe, posebej pa še transspolne ženske, imajo zelo veliko težavo pridobiti zaposlitev in jo ohraniti. Pri marsikaterih do uspešne zaposlitve sploh ne pride zaradi tega, ker imajo dokumente neusklajene zaradi prestrogih pogojev za pridobitev pravnega priznanja spola. Statistika, ki jo je pa TGU izdal, to je krovna organizacija za tematike transspolnosti, je pa, da se urna postavka transspolnim ženskam za 20% zniža potem, ko razkrijejo svojo spolno identiteto. Hkrati potrebujemo tudi vključenost transspolnih oseb v diskurze o splavu in o reproduktivnem zdravju in reproduktivnih pravicah. Dostop do splava potrebujemo vse osebe, ki imamo maternico, ne pa samo cisspolne ženske. In pri zavzemanju za izobraževanje o varnejši spolnosti potrebujemo tudi naslavljanje plodnosti in potreb necisspolnih in nediadičnih teles. Diadična telesa oziroma diadične osebe so osebe, ki jim je ob rojstvu bil pripisan spol na osnovi izgleda zunanjih genitalij, in ta spol je v binarnem spolnem sistemu. Povedano drugače, diadične osebe so osebe, ki niso intersex. Hkrati potrebujemo tudi vzpostavitev praks in politik za preprečevanje nasilja nad transspolnimi osebami in predvsem nad transspolnimi ženskami, kadar govorimo o nasilju nad ženskami. Transrespect vs. Transphobia, kar je projekt, ki ga izvaja Transgender Europe, od leta 2008 dalje beleži umore transspolnih oseb in od leta 2008 dalje je bilo poročanih 2264 umorov transspolnih oseb, od tega 99% žensk. Tako da te statistike so še vedno v porastu, se ne umirjajo, zato je vključevanje transspolnih žensk v pogovore o nasilju nad ženskami izrednega pomena. Hkrati pa v bistvu potrebujemo, da ni transspolnost samo ena alineja, ki se jo naslovi, ampak da je razmišljanje res celostno in sistemsko in da se transspolne osebe, predvsem pa transspolne ženske, vključujejo v socialne, kulturne in politične sfere. Gre namreč za eno najbolj ranljivih družbenih manjšin in ne moremo pričakovati, da se bodo osebe
da bodo osebe tako opolnomočene, da se bodo a priori same vključevali, ampak moramo vse prostore in naše delo ustvarjati tako, da bodo lahko videne in slišane. Hkrati pa, ne vem, mislim, da je ful pomembno, da se poudari tudi, da enakost za transspolne osebe nikakor ne ogroža boja za pravice žensk. Nasprotno je, v bistvu, raznolikost je nekaj, od česar imamo vse in vsi korist in zato menim, da je medsebojna sistemska podpora v političnih bojih ključnega pomena. Dobro, se vračamo k mikrofonu. Naslednji dve gosti, ki boste spregovorili, sta pa Nataša Sukič in pa Suzana Tratnik. Ja, dobro večer. Mislim, da bo ravno v kontekstu tole. Jaz bom en odlomek ene zgodbe prebrala o transspolni ženski, se pravi o tistih ženskah, ki so verjetno med najbolj brezpravnimi ženskami tega sveta. Odlomek je zgodbe Oko, in sicer je zgodba razdeljena po datumih in kot nalašč je tukaj datum 8. marec ob 14:15. Za dan žena jo je pred vrati spet čakal paket. Ko je Debra videokaseto vstavila v rekorder, je lahko videla prizore enega od redkih dni, ko nalašč ni zagrnila zavez v upanju, da je zalezovalec odnehal, da se je preprosto naveličal. Kamera je počasi drsela čez sobo, potopljena v dolge sence popoldneva. Sledil je približan posnetek hodnika. Oko kamere je srkalo stene in vzorce ognjenih žametnih tapet. Posnetek je bil tako jasen, da se je zdelo, kot da gledalec sam stoji v hodniku. Celo zareze na medeninastih okvirih oljnih slik z akti so bile vidne. Slika je bila tako povečana, tako ostra, da si lahko razločno videl mišice golih kupidov in njihove angelske obraze, prelivanje modrih in zelenih barv pavjih pahljač, ki so krasile ognjeno tapeto, take podrobnosti. Potem so se odprla vrata na desni in po hodniku je proti gledalcu prihajal Debra. Gol do pasu, z boki ovitimi v mehko rjavo frotirasto brisačo. Ustavil se je pred velikim baročnim ogledalom nad toaletno mizico in dolgo strmel v svoj obraz. Z brivskim aparatom je začel drseti po svojih prsih. Počasi, s filigransko natančnostjo, neskončno potrpežljivo je premikal rezilo aparata v ravnih linijah, da bi odstranil vse sršeče temne dlake in ves puh. Z mokro brisačo si je drgnil odstrižene dlake s prsi, ki so se zdaj lesketale povsem belo. Potem se je lotil rok in nog in trebuha. S kolonsko vodo si je otiral obraz, v roke je vzel lonček s pudrom in si ga otiral na vrat in prsi. Zdaj je bila njegova koža gladka, mehka in dišeča. Odprl je predal toaletne mizice in ven potegnil škatlo s pokrovom, na katerem je bil upodobljen pav v čudovitih bisernih barvah. V škatli so bile posodice z ličili za veke, ščetka za barvanje obrvi in trepalnic, pudernica, šminke, svinčniki za ustnice in oči, vata, tonik za odstranjevanje pudra, majhne stekleničke parfumov različnih oblik in različnih barv, med katerimi je najbolj izstopala tista v obliki moškega torza, pilice in škarice za nohte, pincete in nočna mrežica za lase. Oko kamere je približalo njegov obraz, ko si je začel puliti obrvi. Njegov obraz naj ga je še tako ličil in z njega odstranjeval dlake, je bil zaradi oglate brade videti še zmeraj moški. Potem je iz predala toaletne mizice potegnil manjšo škatlo, oblečeno v temno-zelen gladki žamet, in iz nje vzel par uhanov v obliki sonca. Ko si je nadel lasuljo z dolgimi valovitimi rdeče-rjavimi lasmi, so poteze njegovega obraza dobile mehkejšo podobo. Zagrenjen moški obraz s trpkimi ustnicami se je počasi topil kot sneg na jutranjem soncu. Na njegovo mesto je stopal prefinjen, melanholični obraz. Žalostno se je nasmehnil svoji preobrazbi v ogledalu. Vanj je zdaj gledala ženska, ki jo je od nekdaj nosil globoko v sebi. Potem je iz predala vzel belo plastično stekleničko in na dlan stresel 2 podolgovati kapsuli.
Bile so tabletke za zniževanje ravni moških hormonov v krvi. Preden jih je pogoltnil, se je skremžil. Že tedne mu je bilo vsako jutro, preden je popil kozarec vode in nekaj malega pojedel slabo. Pogosto ga je bolela glava, bil je nadvse utrujen in v zadnjih tednih je zelo shujšal. Njegovo telo je postajalo vse bolj tršato in izgubljalo je še tisto malo mesa, ki ga je imelo prej. Prvič je bruhal po kakšnih 3 mesecih hormonske terapije. Potem je počasi odšel komari in iz nje vzel rdečo svileno bluzo s španskimi volančki in črno svileno krilo, ki mu je segalo do kolen. Rad je imel žensko eleganco in španski temperament. Morda bi si moral izbrati špansko ime katere izmed Almodovarjevih žensk, lahko bi bil Kika, to se sliši zanimivejše kot bolj seksualno kot Debra, Kika, Debra, Kika, Debra. V trenutku, ko je začel pomerjati salonarje, je bilo posnetka konec. Na praznem ekranu je zlovešče snežilo. Hvala lepa. Suzane očitno ni med nami, tako da zdaj k mikrofonu vabim Katarino Pobežin iz Študentske Iskre in pa Iztoka Osojnika. Ja? Živjo. Lih smo prišli točno na termin. Torej, mi smo danes organizirali na dan žena, 8. marca, protest, na katerem smo zahtevali spremembe, ki lahko izboljšajo položaj žensk v družbi. Ker se neenakost med spoloma iz leta v leto ponovno povečuje, ker se po Evropi na oblast počasi vzpenjajo desne konzervativne stranke, ki so velika grožnja pravicam žensk, poniževalen in zaničevalen odnos do žensk, migrantov in ostalih ranljivih skupin postaja legitimna politična linija. Zato se zdi smešno, da dan žena praznujemo kot nek dokončni dosežek in da se ženskam podarja rože. Sploh v času, ko se povsod na veliko varčuje in se krči že tako osiromašeno socialno državo, so najbolj izpostavljena skupina ženske. V krizi se zaradi padca profitov uvajajo ukrepi, kot denimo fleksibilizacija trga dela, ki ukinja pravice, ki sicer izhajajo iz rednega delovnega razmerja. Ob tem se ukinjajo in dražijo vrtci, nižajo in ukinjajo se socialni transferi in podobno. Ti ukrepi v veliki meri prizadenejo prav ženske in poglabljajo neenakost med spoloma. Kolaps družbenih skrbstvenih sistemov, kot so zdravstveno varstvo, varstvo otrok in njihova prehrana ter varstvo za starejše, ženske priklepa nazaj k neplačanemu delu. Primer tega je denimo predlagani zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki zmanjšuje možnost zavarovanja preko partnerja. Največkrat so tako zavarovane ženske, ki so bile doma gospodinje neplačane delavke. Zdaj pa se bo prek družinskega člana lahko zavarovalo le osebo, ki varuje in vzgaja otroka do vstopa v 1. razred osnovne šole. Očitno gre še za enega v vrsti varčevalnih ukrepov, ki bo najbolj prizadel prav ženske. Po celi Evropi se ženske vse pogosteje zaposlujejo za skrajšani delovni čas, da lahko skrbijo še za gospodinjstvo. Tako denimo v Nemčiji, paradnemu konju Evropske unije, plačano delo opravlja le tretjina mater in še od tega velik del za skrajšani delovni čas. Vse to ženske potiska nazaj v ekonomsko odvisnost od moških, zaradi česar marsikatera ženska ne more ubežati nasilju v družini in nasploh izgubi svojo avtonomnost kot oseba. Istočasno pa upravljanje velike količine skrbstvenega in gospodinjskega dela ženskam onemogoči aktivno delovanje in sodelovanje v javnem življenju, saj jim za takšno udejstvovanje preprosto zmanjka časa in energije. Vzpostavitev močne socialne države, ki bi bila pri nas predvsem ostanek socializma, je močno prispevala k izboljšanju položaja žensk v družbi. Plačan porodniški dopust tudi za prekarne delavke in brezposelne, otroški dodatki, varstveni dodatek za starejše, progresivne cene vrtcev, javni izobraževalni in zdravstveni sistemi,
So načini za prenašanje odgovornosti na reprodukcijo družbe z ramen žensk na celotno družbo. Zato zahtevamo, da se povišajo socialni transferi, da se omogoči brezplačne vrtce za otroke, katerih starši si ne morejo privoščiti varstva. Zahtevamo plačan starševski dopust za oba starša, brezplačno oskrbo v domovih za ostarele, za tiste starejše, ki si sami ne morejo privoščiti tega. To je nekako, to je povzetek v bistvu naše kampanje, katere vrh je bil danes na Kongresnem trgu. Pač verjamem, da ste bili nekateri od vas tam prisotni. Zdelo se nam je, da se je pač dobro izšlo, pa da se bo seveda to še nadgrajevalo in nadaljevalo v naslednjih letih, ker pač to je samo začetek. Hvala. Je Iztok Kosovnik med nami, ja, tako. Po njem takoj pa še Irena Šumi in pa Maruša Babnik. Večer. Jaz se opravičujem, ker nažalost bom prebral dve pesmi, ki sta nekako posvečena dvema mojim prijateljoma, ki sta oba fizično pokojna, kot pesnika pa zelo močno živa. Nimam pa kakšne pesmi, ki bi jo kakšni prijateljci lahko glede na to, da je danes 8. marec po svetu, tako da ne mi tega preveč zelo namerno jemati. Spomin na Vladimirja Memona. Spoštljivo se te spominjam, prezgodaj umrli pesnik. O tebi sem napisal duhovito in prodorno razpravo. O tebi nikoli nisem razmišljal, pretresen z grozo prezgodne smrti. Tvoje vedenje je visoko presegalo moje. Vidim te kot kip na velikonočnem otoku, ki večno zre na ocean, v času, ki sva si ga delila v živo. To je pa za Jureta Detalo. To je že ne vem, katera pesem zate, Jure. Vsake 4 leta napišem novo, ne da bi me k temu priganjali zunanji razlogi. Ponavljati že napisane reči se mi ne zdi produktivno. Tvoja zbirka Mah in srebro bo kmalu v prevodu izšla v New Yorku, kar se mi zdi pošteno. Že zdavnaj bi te morali objaviti na tujem. Na Poljskem je izšel izbor, nekaj pesmi je Fiona objavila v Angliji. O tebi smo veliko pisali, ti posvetili simpozij, o tebi predavali na tujem, nazadnje v Kalkuti v Indiji. Toliko zmoremo. Še vedno smo obstranci, časi so drugačni, ne pa navade. A še vedno hodim po poteh, ki sva jih snovala skupaj. Prej robnih kot obrobnih. Trenutno ni najboljši čas za pesmi, a kateri bi lahko bil boljši, če ne prav ta. Kiham. Majske trave mi vsako leto otežijo dihanje. Pred tednom dni sem o tebi govoril po radiju, končujem pesmi, ki jih pišem na predlogo tvoje zbirke Mah in srebro. Kar nekaj časa mi je vzelo, da sem se prebil tudi čez to pesem. Mislim, nisi morilec, a te razumem, vem, o kakšni odgovornosti si pisal. V svetu si iskal pomene glasov in v njih spoznaval samoto groze pred tujim trpljenjem. Svet se zaradi tega ne bo spremenil, a ti majhni posegi odprejo globoko rano vesolja. Ne zaradi preživetja, ampak v kolektivnem uničevanju, za zločine samomorilskih bitij, ki so iz oblastnega pohlepa kot prvo umorili svojega Boga. Zločin je večen. Nisem sodeloval, a sem živel med njimi. Drugo je prah in pepel. Hvala. Drage vse in vsi. Zelo na kratko,
bom tole priložnost uporabila za najavo dogodka, ki smo ga danes dorekli s pritličjem. 28. tega meseca bomo spregovorili nekaj nas, na kratko, o neki ideji, ki smo jo s tamle sedečo Darjo Zaviršek pred kratkim do pol domislili, bom rekla, pred dnevi objavili in ki smo ji dali ime Neopatriarhat. 28.3. dopoldne ste torej vabljeni, da slišite, kaj si mislimo, enih 5 nas, potem nas bo pa zelo zanimalo, kaj vi mislite o stvari. Na kratko bom rekla, kaj sva se z Darjo v mnogih urah ognjevitih pogovorov odločili za enkrat. To, kar se nam dogaja, ni poslabšanje razmer za ženske. To, kar se nam dogaja globalno, je kvalitativno novo. Zato se odločava temu zaenkrat reči neopatriarhat. Nisva prvi. Obstajajo zgodovinski zgledi, nekateri so instruktivni in se tičejo v 80 letih študij islamskega sveta, ki je bil takrat za mnoge nepričakovano doživel obrat v neko religiozno radikalizacijo. Na drugi strani je britanska avtorica, feministka Beatrix Campbell, ki je v letu 2014 napisala prelomno knjigo o tem, da je zdaj to ime neopatriarhat primerno za kvalitativno nove procese. Od takrat je minilo nekaj let in stvari se slabšajo na način, ki izzivajo analizo, premislek in seveda taktike, kaj narediti. Ker sem nekoliko starejše generacije, ali kako se reče zdaj vljudno srednje generacije, imam to življenjsko izkušnjo, da tako hudo še ni bilo za mojega življenja. Okay, se pravi, približno taka zaznava je, kot jo imamo ljudje mojih let o klimatskih spremembah. Vsi se še spominjamo vremenskih vzorcev, ki so bili utečeni, tradicionalni in znosni. Kaj so zdaj simptomi tega neopatriarhata? Teze, ki jih bomo navrgli, bom zdaj tukaj samo čist najbolj na kratko orisala. Najprej je to ta žaljiva klovnska politika. Seveda z izvolitvijo slovenskega zeta v ZDA je postala globalna, definitivno. To je politika, ki nima več programa skrbi za ljudi, za državljane in prebivalce. Zato se vedno bolj naslanja na tisti del neoliberalne politike, ki nenehno govori in ima polna usta tradicionalne, religiozno obarvane morale. Pri nas ni nič drugače in še malo prej se je začelo kot na primer v ZDA. Izpraznjenost političnega govora, ki producira to klovnovsko politiko, je v tem, da ta razred, politični razred, nima več avtentičnega političnega programa, skrb za ljudi. Namesto te skrbi, in mnogi pred mano so to sijajno povedali danes, začenjajo obujati neke strahove pornografskega mišljenja, ki je značilno za tako imenovano novo desnico. V kratkem bomo imeli spektakel, če se ne motim, še ene take politične organizacije tudi pri nas. Na tej točki torej začenjamo, 28.3. vas pa potrebujemo, da bomo stvar razmislili. Ni business as usual. Gre za nekaj novega. 2/3 novo zaposlenih v novi obliki zaposlovanja, v prekerni zaposlitvi so ženske. Država se umika iz celotnega polja sociale in obstaja samo še kot aparat nadzora in represije. Vse drugo je privatizacija.
Torej, ni poslabšanje, je nekaj novega in o tem moramo razmisliti skupaj in vljudno vabljeni. Hvala lepa. Dober večer. Sem Maruša Babnik in zadnje 2 leti se aktivno zavzemam za davčno pravičnost. In danes se zavzemam za davčno pravičnost za pravice žensk. Prihajam iz Equilib inštituta, smo člani Global Alliance for Tax Justice in včeraj smo z akcijo na Prešernovem trgu začeli z globalnimi dnevi akcije pod naslovom Davčna pravičnost za pravice žensk, v katerih opozarjamo na to, da so ženske tiste, ki plačujemo najvišjo ceno izogibanja davkov strani multinacionalk in strani najbogatejših posameznikov. Pozabljamo v teh časih, da so davki ključni gradniki družbe, da so eno najmočnejših orodij za zmanjševanje neenakosti in razlik med bogatimi in revnimi, znotraj posameznih držav in med državami, globalno gledano, ter med ženskami in moškimi. Davki so in še vedno veljajo za najbolj trajnosten vir državnih prihodkov, ki so seveda veliko bolj trajnostni od pomoči in posojil, na katerih se trenutno nekatere države naslanjajo. Žal je mednarodni davčni sistem zlomljen. Ne le, ko se deli pogačo, a že ko se nabira njene sestavine. Izogibanje davkov se strani multinacionalk, o katerem smo zdaj veliko poslušali preko Panama Papers, preko LuxLeaksa, SwissLeaksa, in pa davčne olajšave, ki so jih podjetja, velika podjetja deležna strani držav, stanejo recimo samo države v razvoju več kot 100 milijard dolarjev letno. Evropo 50 do 70 milijard evrov. Države seveda to potem poskušajo kompenzirati z uvajanjem in pa z višanjem potrošniških davkov, recimo davka na dodano vrednost, kar tudi velja seveda za samo Slovenijo. Davek, kot je davek na dodano vrednost, je eden najbolj regresivnih davkov, kar pomeni, da dejansko vsi plačujemo po isti lestvici, ne glede na to, koliko zaslužimo in seveda za iste osnovne dobrine. V Sloveniji, na primer, z davkom za dodano vrednost napolnimo 22% blagajne v prejšnjem letu. Z naslova davka na dobiček podjetij le 4,26%. Torej, to za primerjavo. Zato menimo, da je čas za davčno pravičnost. Čas je, da zagotovimo vsem ženskam in vsem deklicam po svetu boljšo izobrazbo, da ženske razbremenimo neplačanega dela s kakovostnimi javnimi storitvami ter jim omogočimo vstop v druge družbene sfere. Da zagotovimo ključne zdravstvene storitve, ki so za ženske, ki rojevajo, tudi veliko bolj pomembno, ker so bolj podvržene morebitnim smrtno nevarnim zdravstvenim zapletom, da zagotovimo sredstva za izboljšanje varnosti, o kateri smo danes tudi že poslušali, od varnejšega javnega prometa do Torej, to mislim, da je še malo bolj podkrepilo, kar sem mislila povedati, in sicer, da zagotovimo osvetljene ulice. In pa seveda zagotovimo financiranje prepotrebnih inštitucij in organizacij. Tudi zato se zavzemam za davčno pravičnost, zato ker je globalni davčni sistem zlomljen, seksističen in diskriminatoren ter seveda nepošten, nepravičen. Hvala. Zdaj si bomo ogledali še en video, če bo to se dopuščalo, ker imamo očitno neke tehnične težave. Kasneje pa se bo na odru nam pridružila Suzana Tratnik in pa Metka Mencin Čeplak.
Oglašam vam se iz Beograda, če pa bi bil v Ljubljani, bi se z največjim veseljem udeležil našega druženja tudi neposredno. Mislim namreč, da so feministične prakse in politične prakse, katerih nosilke so ženske, ob tem pa še LGBT in migrantske manjšine, danes v Sloveniji najbolj napredne. Del levice sicer govori o pretiravanju z identitetnimi politikami, ampak nosilke in nosilci teh praks dobro vedo, da njim samim predstavljajo eksistencialno in eksistenčno nujnost. Novi neoliberalni konsens in nov cikel akumulacije kapitala seboj prinaša retradicionalizacijo delitve dela, zasebnega in družbenega življenja, ki v neugoden položaj znova potiska 100 000 tukajšnjih žensk, obenem pa 100 milijonov žensk na svetu. Na eni strani se srečujemo z mačo zaščitništvom rastoče skrajne desnice, ki ženski ščiti pred domnevno nevarnostjo z Bližnjega vzhoda, in na drugi strani z splošno vulgarnostjo in agresivnostjo do žensk na področjih, ki tradicionalno veljajo za domeno levice. Primer tega slednjega je nedavna afera s Flisarjem. Obenem sem ravno pred dnevi lahko pogledal prispevek nacionalne televizije o gledališki predstavi, v katerem režiser Gašper Tič eksplicitno izraža sovraštvo do dveh tako imenovanih mladih kritičark, Pije Brezavšek in že omenjene Redaljac, ki da ima nič, navajam, zlepa ni všeč, kot da je naloga kritičark oziroma mladih kritičark, kakor jih imenuje, kljub večkratnim analizam problematičnosti tega poimenovanja, prekimavanje in nemišljenje. Istočasno se vse to poskuša maskirati z navideznim feminizmom afirmacije srčkov infantilnih potez hollywoodskih zvezd, kakršne še dodatno prispevajo k neki slabi objektivaciji ženskega telesa in s površno apropriacijo zgodovine feminističnih bojev in teorij. Za vse to, za moške desničarje, pogosto trole, za kulturne nagajivce, kakor tudi za pseudofeminizem je značilna infantilizacija. S tem ne mislim pridobivanja dragocene perspektive otroka, ampak agresivno gostilniško ščipanje, trepljanje, hihitanje ob grozljivih stvareh in zahtevanje pozornosti. Kot da masa teh ljudi komi čaka, da jih od nekod poujča in podoji ženska, nato pa se spravi za štedilnik pripravljati kašico. In vse to prispeva k naraščujoči provincialnosti, k barbarizaciji naših krajev, v katerih je vedno težje dihati. Nove feministične prakse, kot tudi prakse pomoči migrantom, pri katerih je ključno ravno organizacijsko delo ženske, Ajgul Hakimove, zame delujejo skrajno osvežujoče združevanje, kakršno današnje, ki iz atomiziranih posameznic in posameznikov dela gibanje, pa mi vzbuja upanje, da se bo tudi pri nas mogoče lahko kdaj, upam, da v čim bližji prihodnosti zgodil politični in kulturni prelom. Kudos! Dober večer, lepo pozdravljeni. Jaz bom bolj kratka danes, kot ponavadi. V Večeru je danes izšel članek o 8. marcu in o zgodovini, ki ga je napisala Kristina Božič. In sem za hec pogledala na koncu tudi komentarje. In en komentar pravi, danes z 8. marcem težijo samo še ortodoksne feministke. Ženska ima lahko danes vsak dan 8. marec, če živi v normalni skupnosti. In to se mi je zdela taka zelo zanimiva definicija, ker namreč jaz mislim, da jaz imam vsak dan 8. marec, sploh ker ga izenačim vedno z bojem, ki ga čutim vsak dan. In sem se spraševala, ali potem živim v normalni skupnosti, kar bi bilo težko, ali pa sem jaz normalna, kar je še bolj neverjetno. Ampak glavnem ta boj, ki ga jaz čutim na neki vsakdanji ravni, je, še vedno se oziram za hrbtom, sploh če hodim po noči. Oziram se pravzaprav kjerkoli sem zunaj.
sem vedno na preži, kaj ljudje govorijo. Posod nekaj najdem, iščem dlako v jajcu. Jaz sem tista, ko mi bolj rečejo, pa da se ti malo pomir. Ne morem se pomiriti, ker ni še čas za pomiritev. Seveda v duhu tega je tudi to, kar vedno poslušamo, koliko smo že dosegli, kaj vse imamo, volilno pravico in tako naprej, delovna mesta, marsikaj. Ženske si lahko vse same izberejo, tako rekoč, mislim, kaj bi še rade. Pojavlja se pravzaprav že skoraj skrb, da bo treba poskrbeti za moške, kaj se dogaja z njimi. In pravzaprav, da se nekatere ženske počutijo že, kako bi rekla, skoraj neprijetno, če morajo priznati, da doma kuhajo marmelado, ker jih lahko kakšne nore feministke takoj pograbijo. Kar se tiče nekih ženskih dosežkov, ki so močni, nismo pa ponosni na njih, je recimo tudi Angelca Likovič. Ona je zmagala v seksizmu. Dobila je včeraj bodečo nežo in to 2-krat, za 2 izjavi. Angelca Likovič, se bo stemnilo. Angelca Likovič je dobila nagrado 2-krat za 2 izjavi in s tem je dokazala, da se ženska mora 2-krat potruditi. Mislim, to je dejstvo. Angelci je to uspelo, kakorkoli že gledamo. Skratka, šalo na stran. Še ena stvar, o kateri sem hotela na kratko spregovoriti, je vprašanje individualizma. Jaz, ki izhajam ali pa zaostajam iz 80-ih, nam je individualizem zelo veliko pomenil. Zelo veliko je pomenilo to, da si poseben, da greš stran, da greš nekam po svoje. S tem, da je zanimivo, da se danes veliko govori o individualizmu, ampak v tem smislu, da si za vse sam kriv. Kar se ti je zasralo, za vse si sam kriv. In tisti, ki so uspešni, so uspeli samo zato, ker so to sami zmogli. To je nekaj, čemur jaz sploh ne bi rekla individualizem, ampak razpad solidarnosti. In na to moramo misliti. In zato potrebujemo ortodoksne feministke in radikalne feministke. Večkrat berem v časopisih, kaj so spet naredile radikalne feministke. In še enkrat prosim, da se mi javijo, ker se jim želim pridružiti. Že vrsto let, naj se mi javijo. Ravno tako kot prosim pederski lobby, naj mi že vendar da kakšno štipendijo. Srečno. Moram reči, da je tole zelo nehvaležno. Jaz ne bom dosegla Suzane, se pa absolutno takoj podpišem, če mi dovoliš vse to, kar si napisala. Mislim, za tabo, ne pred tabo. Skratka, jaz bom začela Simone de Beauvoir in z njeno tezo, da med vsemi konkretnimi drugimi obstaja izjema. Ta izjema je ženska. Ena od mnogih drugih, a hkrati vedno poseben primer drugosti. In na to se velja spomniti vedno, kadar oklevamo, kar je že omenila Suzana prej, kadar oklevamo v boju za enakost, češ, da se drugim godi huje. To tezo Simone de Beauvoir omenjam zato, ker je danes ta posebna strukturna drugost žensk tudi v Evropi vedno bolj očitna, kot je bila še pred desetletjem in še prej. Zniževanjem vrednosti človeških življenj se strukturno še intenzivneje znižuje vrednost ženskih življenj. Na dnu dna se gnetejo ženske, zlorabljene, stare, skratka ženske, ki poleg drugih bremen nosijo še breme svoje ženskosti. Sredi Evrope se znižuje pravice žensk, dostop do vseh mogočih virov in resursov, nenehno se še krepijo zahteve še po ekstremnejšem omejevanju. Množijo se odkrita, kričava poniževanja žensk, ki so trenutno dosegla vrh s Trumpovo izvolitvijo, ki še bolj na široko odpira vrata ekstremizmom v evropskem in v nacionalnih parlamentih. Vse to so razlogi, zakaj ne smemo podleči očitkom, da nam še nikoli ni bilo tako dobro kot zdaj.
Ko smo se konec 80-ih in začetku 90-ih borile za ohranitev pravic pridobljenih v socializmu, je prevladovala vera, da nam bo Evropa pomagala. Danes nobena nima več teh iluzij. V tej Evropi, ki sebe obravnava kot civilizacijsko superiorno, se na primer o spolnih, seksualnih in reproduktivnih pravicah in zdravju ne govori. To je eno od redkih področjih, ki jih Evropska unija velikodušno prepušča nacionalnim državam. Za Evropsko unijo to preprosto ni pomembno. Spomnimo se samo usode Estrelinga poročila iz leta 2013. Zavrnitvijo tega poročila je Evropska unija političnim oblastem v državah članicah ponovno priznala pravico, da državljankam odrečejo pravico do moralnega odločanja, hkrati pa se ves čas dobesedno vsiljuje neoliberalno ekonomsko politiko, ki širi krog pogrešljivih in celo odvečnih. Evropska unija sicer prisega na tako imenovan gender mainstreaming, ampak kaj to sploh pomeni? V dokumentih, ki se sklicujejo na enakost spolov, je neredko eksplicitno zapisano, da je cilj te politike učinkovitejše izkoriščanje potenciala žensk. Cilj tako imenovanega gender mainstreaminga ni enakost, ampak prispevek k učinkoviti ekonomski politiki. Skladni s tem so tudi kriteriji uresničevanja enakosti spolov, kot temu rečejo. Ta se meri zgolj statističnimi indikatorji tega, kar razumejo kot enakost spolov. Z razlikami med plačami moških in žensk, z razlikami v izobraženosti med moškimi in ženskami, z razlikami v njihovi stopnji brezposelnosti in tako naprej. Pri tem jih najbolj zanimajo deleži žensk in moških na najvišjih pozicijah v družbenih, ekonomskih in političnih hierarhijah. V trenutku, ko bi se te razlike izrazito zmanjšale, bi v Evropski uniji takoj lahko razglasili, da spolnih neenakosti, podrejanja in diskriminacije ni več, ker so pač odkriti vidiki neenakosti manj pomembni in manj prepričljivi, ker pogoji, pod katerimi ljudje sploh lahko preživijo, zaposlitvijo ali pa brez nje, niso pomembni in ker so seveda ljudje pogrešljivi in odvečni in ne štejejo. Na koncu ne morem mimo izpada v Evropskem parlamentu oziroma evropskega poslanca, ampak ne morem pa niti mimo Junckerjevega komentarja tega izpada. Ja, Juncker je ta izpad seveda označil kot nedopusten, ampak hkrati je izrekel nekaj, kar je ravno tako nedopustno, da ni odgovoren. To, da se ne čuti odgovornega za to, kar se izreka v Evropskem parlamentu, je pač razlog za protest. To, kar je bilo tam izrečeno, pač ni rezultat izoliranih politik, še manj individualnih izpadov. Pač ne potrebujemo samo zgražanja, ne potrebujemo cvetlic in slaščic, ampak potrebujemo enakost. Hvala. V redu. Sledil bo še en video posnetek, potem pa še zadnji dve govorki, in sicer Zala Primc in pa Milica Antič Gaber. Zelo žalosti, da leta 2017 moramo govoriti o pravicah med spoloma, o pravicah žensk. Mislim, da ljudje, kateri delajo zakone in odločajo, delajo krivico vsem ženskam na tem svetu in žalosti me, ko slišim, da se vtikajo v žensko telo, ker mislim, da je vsak lastnik svojega telesa in vsak človek mora imeti iste pravice, bili to moški ali ženske, ali otroci, ali recimo v mojem primeru transseksualke, katere žal še vedno v Sloveniji nimamo istih pravic in upam, da bojo končno dojeli in sprejeli zakone in sprejeli nas kot del družbe in da šli korak naprej k sprejemanju enakopravnosti med spoloma.
Čau, moje ime je Zala in kot okoljevarstvenica bi mogoče rada samo na hitro povlekla ene par usporednic med dominacijo in odnosom oziroma stališči do žensk in do narave znotraj zahodne filozofije, ki ga dobro oriše Karen Warren. Namreč patriarhalno oziroma zatiralsko miselnost. V glavnem, kje smo ostali, je pri patriarhalni družbi, a ne? V glavnem patriarhalno oziroma zatiralsko miselnost, ki je odgrajena v zahodno, v kulturo, ampak rečemo temu, da je zahodno kulturo, se odraža tako v odnosu do žensk kot v odnosu do narave. In ni naključje, da se je zgodovinsko in se še zdaj ženska identificira z naravo in z poljem fizičnega, v nasprotju z moškim, ki je v polju miselnega, ki se identificira s človekom in z družbenim, vsem, kar je družbeno. Tako govorimo pač o mati naravi in o rodovitni zemlji. Narava in ženska sta zato tu, da negujeta, da hranita, da strežeta človeku, ki je vreden več. Narava in ženska sta inherentno podrejena in to iz povsem iste miselne osnove. Dominirati v imenu ekonomskih in družbenih privilegijev, kjer so ženske in narava tisto drugo. In zdaj, kaj je moj point? Dovolj je, okoljevarstvo presega boj za ohranjanje narave, ker gre za političen boj. Boj za enakopravnost, za skupnostno proizvodno energije, za odpravljanje energetske revščine, ki je večinoma zadane prav ženske, za demokratizacijo odločevalskih procesov, za emancipacijo žensk in staroselcev, ki so skupine najbolj prizadete strani podnebnih sprememb in so tudi tiste, ki so na prvih bojnih črtah. Obstaja pomembna pozitivna korelacija med egalitarno družbo in emancipacijo žensk ter stanjem okolja, zato nikakor ne smemo pozabiti na spol v okoljskih bojih. Dober večer, živijo. Jaz sem Milica Antič. Imam še en priimek, ampak ga zdaj ne bom povedala, ker ni aktualen. Vedno sem bila prva. Vedno sem bila prva vprašana, prva preverjena, skratka, danes sem zadnja, to mi je zelo všeč. Ko sem razmišljala, kaj lahko povem danes na tako pomembni prireditvi, kot se mi je zdela tale, sem se odločila, da povem nekaj, s čimer se ukvarjam že dolgo časa. In sicer o ženskah v politiki. Nekaj so povedale že zadnji dve predgovornici pred mano, oziroma tri, zato se bom v nekaterih delih žal morala ponoviti, ampak boste videli, zakaj. Ženske so si pred več kot 70 leti priborile volilno pravico tudi v Sloveniji oziroma Jugoslaviji. Danes ženske v Sloveniji lahko volijo in so tudi lahko izvoljene. Danes so ženske v Sloveniji posegle tudi na najvišja mesta političnega odločanja. Danes je v parlamentu 37% žensk, v vladi polovica. A kaj se dogaja ženskam, ki hočejo politično delovati? Njihove kandidature so dobrodošle, če jih predlagajo moški podporniki. Če se predlagajo same, jih je treba onemogočiti. Mlajše ženske, ki se odločijo kandidirati, so namesto s klasičnimi metodami političnega delovanja in prepričevanja njihovi moški kolegi lotijo na način spolnega nadlegovanja in seksističnih opazk. V najvišjih političnih telesih, kot je Evropski parlament, in moški kolegi razlagajo, da so šibkejše, da so manj inteligentne in da je zato prav, da so tudi manj plačane. V slovenskem parlamentu so jih pošiljali na ginekološke preglede, ker s svojim delovanjem ne izražajo potrebne ženske miline. Njihovo delovanje se je presojalo po njihovi zunanjosti, po dolžini njihovih kril, ne pa po tem, kaj jim je v politiki uspelo ali ne uspelo narediti. Njihovo delovanje v politiki je dobrodošlo, vse dokler ne ogrožajo karier njihovih moških kolegov. Njihovo delovanje v politiki je dobrodošlo, dokler si v njem ne naberejo nekaj socialnega in političnega kapitala, ko imajo tega nekaj in bi lahko delovale bolj učinkovito, jih je treba postaviti nazaj, od koder so prišle. Civilno delovanje žensk se marginalizira in smeši, a kar nas lahko veseli, je, da se to širi. Iz povedanega je vsekakor sklepati, da ne glede na izboljšane pravno-formalne okvire političnega delovanja, so v našem in evropskem, pa tudi globalno gledano prostoru na delu številne ovire, ki ženskam preprečujejo enake možnosti delovanja v politiki in jih odvračajo od tega, da bi vanjo aktivneje in učinkoviteje posegle. A ker nisem hotela biti preveč črnogleda, bi zaključila takole.
Da bi bile pri tem ženske uspešnejše, torej pri političnem delovanju, je poleg odpravljanja formalnih ovir potrebna tudi večja solidarnost med ženskami samimi. Spletanje medsebojnih mrež podpora in pomoč mlajšim in manj izkušenim ženskam, strani starejših in tistih, ki te izkušnje imajo. Da ženske to lahko storimo, so v različnih zgodovinskih trenutkih dokazale. Dokažimo tudi danes in tu. Hvala. V bistvu pač to je to. Ne vem, če lahko še karkoli dodam po vsem tem, kar je bilo danes tukaj, kakor pač, da bomo ustrajali. Pridite še na elektroinštalacije ob 9. Zdajle. Tako da, če bo elektrika, bo se dogajalo.